Razstava z naslovom Dolomiti, ki jo je pripravila slovenska umetnica Živa Agreš, bo v septembru na ogled v galeriji Stolp na Blejskem gradu. Umetnica, ki je znana po svoji ljubezni do narave in kiparskih stvaritev, se v tej seriji osredotoča na impresivno gorsko verigo Dolomiti. Kaj me je navdihnilo skozi? Ves čas sem imela nekje to rada. Zato sem šla tudi študirati umetnostno zgodovino, književnost pod A, pa umetnostno zgodovino pod B. In ker sem skozi nekaj po malem prčkala. Ampak to ni bilo to, ne? Ker to je bilo res amatersko. Ker sem se pa upokojila, zelo zgodaj, malo let dokupila, sem šla pa v šolo risanja in slikanja, ker sem jo pol obiskovala, 13-14 let. In vsako leto, dlje kot sem hodila, dlje kot sem slikala, več sem slikala. In tako da sem imela 2010 sem imela 2011 prvo samostojno razstavo in potem so sledile samostojne razstave praktično vsako leto. Razstave so sledile pogosteje, ampak hočem reči, vsako leto sem naslikala nov cikel slik. Tako da imam do danes 14-15 ciklov slik in 115 ali 116 razstav, vključno s tole. Zadnje 2 leti tudi v tujini. Mogoče povem, da sem dobila glih avgusta na Bienalu v Canquianu, to je mednarodni bienale sodobne umetnosti, 3. nagrado za Abstract Works in sem blazno pomislila. To se mi zdi strašno za mene, da sem nekaj takega dobila. Tudi 2 knjigi pesmi so ilustrirali z mojimi slikami, zadnjo 22. leta, ki je bila tukaj tudi razstava v gradu Metamorfoze oljke, drevesa miru, in takrat se je ena skupina pesnikov in pesnic z Vršnike odločila, da bo na te moje slike pesmi pisala. Takrat sem v Vršniki tudi razstavljala, ne? In potem so oni pisali pesmi, potem je šla krasna knjiga z celostranskimi slikami in res lepo, no, in prva je pa Vezje. Tako da zdaj slikam praktično vsak dan in je to moje novo življenje in pozabila sem kdajkoli pisala, da sem bila kdajkoli novinarka, tako kot vi, da en nov svet, novo življenje, in v katerem neskončno uživam. Zakaj pa ste izbrali ravno Dolomite za to osrednjo temo tega cikla? Zato, ker so Dolomiti moje najljubše gore. V življenju sem zelo veliko planinarila, hodila po hribih, ampak mislim, da ravno Dolomite sem najbolj občudovala in se vanje zvračala in po zimi in po leti. In potem na vsem lepem sem se odločila, zakaj pa jih jaz ne bi. In me je zagrabilo, da sem jih začela slikati. Seveda je bil problem, zato ker jaz sem čez to mojo pot slikanja sem vedno bolj stilizirala. Slikala sem rada naravo, sem pa kaj arhitekture vmes, človeka, figure nisem veliko delala, sicer pravijo, da je to najtežje, ampak mene tudi ni mikalo. Potem sem se pa na lepem postavila pred vprašanje, zdaj pa Dolomite. A jih naredim abstraktno, ali jih tako tukaj gor sta 2 sliki strašno s ploskvami in bolj vzdušje kot dejansko Dolomiti. Ampak se čutila dolžna, da te lepe gore vendarle pokažem take, kot so, da je nekaj njihove te lepote, resnične lepote, teh skladov, teh formacij, ki neko geometrijo tvorijo, tudi na mojih slikah. Zdaj, kako ne pa zdaj to naredim. Pa sem se pa spomnila, da smo tukaj v šoli risanja in slikanja ene prvih let smo delali portret in Nuša Lapajne rekla, zdaj pa si naredite mrežo, fotografije prineste, pa naredite mrežo, pa po mreži preneste dele obraza, ne? In potem
slikajte na platno in potem slikajte. Pa sem se spomnila, kaj pa če bi jaz pri Dolomitih porabila to tehniko mreže. In sem dejansko to naredila in sem, naprimer, tukaj je v 3 činah, ki je ravna ploskev, ki je steber, ki je to sem jaz preko mreže dejansko prinesla na sliko. Je to zdaj čisto drugače izpeljan, kakor fotografija, ne, od spodaj je podlaga iz mekola, akrilnega kita, barve, potem sem špohtlinom nanesla v bistvu reliefno te plasti, strukturo skale in stene. Ampak meni je pomagalo, da sem ohranila resnico teh gora, čeprav nisem noben realist v slikanju in slikam zdaj že absolutno abstraktne slike. Samo Dolomitov sem se pa čutila tako zavezana, da sem jih hotela čim bolj posneti v resnici, ne. Gospa Živa nam je zaupala tudi, kaj zanjo pomeni to, da lahko svoje dela razstavlja na Blejskem gradu. To mi je veliko čas, zato ker Blejski grad je strašno obiskan, lep, atraktivna točka. Mislim, da se Bled lahko pohvali, kaj bom govorila, to je eno najlepših turističnih mest na svetu, turističnih krajev na svetu. Potem je lahko, če gledamo skozi to, je razstavljanje na Blejskem gradu nekaj prekrasnega. Za konec pa je še dodala: Mi Slovenci imamo radi gore, imamo veliko gora, pa to sem že enkrat povedala, pa bom še enkrat. Ampak in ta lepota naših gora je bila premalokrat upodobljena. Tukaj so res Dolomiti, samo glede na ljubezen, ki jo gojimo do hribov in do gora, mislim, da bo ta razstava, bojo te Dolomiti vabljivi tudi za ljubitelje našega alpskega sveta. Skozi svoja slikarska dela upodablja veličastnost teh gora, njihovo surovost, hkrati pa prefinjeno lepoto, ki prebuja občutke občudovanja in spoštovanja do naravnega sveta. Blejski grad svojo čudovito lokacijo in razgledom na naravno okolico nudi idealno ozadje za umetničino vizijo, kar dodatno poudarja moč in čar narave, ki jo Živa Agreš tako spretno prenaša v svoja dela.